Pozdravljam še enkrat in res veliko čast mi je, da je z nami eden vrhunskih slovenskih ustvarjalcev, glasbenik Milko Lazar. Nekako se mi zdi, da je film Hladna vojna eden tistih filmov, ki te pusti brez besed, ampak se mi zdi, da je bilo kar živahno tehle 10 minut, tako da nismo povsem brez besed. Milko, prav lepo pozdravljen. Torej predvidevam, da Milka vsi poznate, ampak vendarle mogoče ni odveč, če na kratko povem, da je skladatelj, pianist, saksofonist, kot sem že prej rekla, obvlada številne inštrumente, ne bom rekla vseh, bo povedal sam. Je tudi avtor filmske glasbe za kar nekaj filmov, avtor opere, ne ene, o operi, ki bo doživela premiero čez slab mesec dni v Ljubljani, bomo najbrž tudi še kakšno besedo rekli v nadaljevanju. Skratka, ustvarjalec, ki je priznan ne samo doma, ampak po vsem svetu. Tako da me res veseli, da imaš prav zdaj čas ob tem filmu, da se pogovorimo o glasbi, ki ima eno osrednjih vlog v tem filmu. Pa mogoče, Milko, za začetek tvoji prvi vtisi, zdaj po ogledu, drugič si pogledal film. Ja, tako kot si že omenila, film te pusti brez besed. Zato bi, če me vprašaš, iskreno odgovoril, da bi bil še tiho vse 15 minut. Je toliko vtisov, seveda ogled v drugo je toliko bolj zanimiv, ker si kot gledalec malenkost bolj kritičen mogoče, ne? In moram povedati, da nisem nek filmski strokovnjak in tudi nisem pretiran ljubitelj filma, če sem zelo, zelo iskren. Kar se mi tukaj zdaj zastavlja, ne, pri drugem ogledu in tudi pri drugih primerih, mi v bistvu potrjuje moje prepričanje, da nobeno umetniško delo ni dokončano, ni popolno, vključno z Goldberg variacijami, ki veljajo za mogoče najpopolnejše, tudi zame osebno, najbolj genialno glasbeno delo, čigar arija se pojavi na koncu filma in ki me malenkost zmoti, ne že prvič, pa drugič, ampak verjetno je to ena zelo osebna odločitev režiserja, ima neko posebno, bi rekel, naklonjenost do te arije iz Goldberg variacij, ki lahko rečemo arija, vsaj zame je to arija nad arija vseh arij. No, ravno to sem hotel reči, da trenutno končujemo postavitev moje nove opere Coda L v ljubljanski operi na velikem odru. Premiera bo 14. marca, vljudno vabljeni vsi, moram malo reklame delati kot samozaposlen samostojni umetnik, nihče drug ne dela reklame, ne, si jo moraš sam. Torej zanimivo v zvezi s tem filmom je predvsem to, da ko sem si film ogledal prvič, kdaj je bila prva runda? Prosim, malo sem zgubil časovni. Oktobra. Oktobra sem nekako ob ogledu tega filma sem nekako tudi istočasno vse svoje skice spravil na mizo in pričel finiširati opero, ne. Seveda tiste skice mi niso nič pomagale, od takrat naprej je nastala popolnoma nova opera, tako da mogoče tudi pod vtisom filma, kajti to sem ti že povedal, kako si me našla, ker tudi opera govori o ljubezni, o tej zakriti, o tej neaktualni temi v današnjem času, o tem se ne pogovarjamo,
o ljubezni, o hrepenenju, to ni aktualno, to ni kritično, to ni radikalno, ne vem kaj vse si danes umetniški ocenjevalci zmišljujejo, da mora umetnost biti. Ne? Ampak zanimivo je nekako to, se je tukaj spojilo. Namreč temo opere smo že davno nazaj dorekli in ko ste me povabili, ko gledal filma, sem rekel, no super, nismo edini, ki se ukvarjamo s temo ljubezni. Ste pa redki, bi rekla, Ja. ker tudi v filmu je tako, no, v zadnjem obdobju je mogoče malo filmov, ki so tako izrazito ljubezenski, kjer je izrazito v ospredju taka ljubezenska zgodba. Zdaj ta film mnogi primerjajo kar s Casablanco, kar se najbrž tudi tako nekako vsakmu takoj porodi ta misel. Ne, po mojem je to čist druga. Kot prvo je to evropski film, kot drugo je to poljski film. Še vedno je poljski film, kljub temu, da mnogi mislijo, da je režiser, pomagaj mi, prosim. Se je oblikoval. Zgubil zvezo s Poljsko, ampak to je poljski film za mene. Tudi ob drugem ogledu lahko to potrdim. Kolikor pač poznam poljsko mentaliteto, dušo, umetnost. Seveda je to poljski film z izkušnjo Zahoda, ampak je poljski. To je mogoče je plemeniten celo s to primerjavo od zunaj, od znotraj. Nikakor pa to ni musical, se ne strinjam. Tisti, ki mislijo, da je to musical, nimajo ravno občutka za to ni musical, to je film z veliko glasbe, tudi film o glasbi, tudi film o usodi enega oziroma dveh glasbenikov. Na tej točki me na nek način zelo spominja na Babica gre na jug. Film, za katerega si ti napisal Čeprav glasbo. popolnoma drugačen film, pravzaprav komedija, prvi slovenski film je bil Babica gre na jug ob novo ustanovljeni državi. Vinči Vok, Anžlovar. Jaz sem delal glasbo za ta film in spet ta jazz in zaljubljenost v jazz, ki sem ga jaz osebno že davno nekako, ne bom rekel, pustil ob strani, ampak sem šel naprej. In s tem filmom se mi spet vrne ta, bi rekel, zelo podoben, stilno tudi jazz, kot sem ga ustvarjal za Babico gre na jug. pred koliko leti? 27 let je od tega tako. Ja, moram reči, da sem tudi jaz takoj te neke vzporednice. Ja, jaz sicer klavir, tam je bil moj drugi inštrument, saksofon v spredju, čeprav tudi klavir, v tem filmu igram oboje. Jaz v tej glasbi, poleg tega, da sem jo komponiral, igram klavir in saksofon, tukaj je klavir v spredju, ampak se pojavi saksofon tam v ansamblu, v klubu, kar me spet te dve sceni me zelo spominjata na sceno iz Babica gre na jug. Zanimivo. In pa še nekaj zelo pomembnega, to je zelo, bi rekel, značilno za Poljake, da so težili k Zahodu in sploh jazz na Poljskem, sem namreč igral dvakrat na Poljskem v Wroclawu, jazz festival, in da je poljska jazzovska scena zelo razvita, bila vedno samostojna, močna. Pred kratkim umrli trobentač, svetovno znan Tomasz Stanko, poljski, in še mnogi drugi poljski glasbeniki, ki so v bistvu prodrli kasneje v svet, kot poljski jazzisti. Prav avtonomni, bi rekel, avtonomno sfero so ustvarjali, in zelo močni jazz festivali. Tako da me ne čudi, da je tudi verjetno režiser iz te generacije privzel bi rekel, naklonjenost Zahodu preko džeza, torej proti svobodi, ki pa vidimo, da se ne obrne ravno tako, kot si človek misli. Je pa to absolutno ljubezenski film.
definitivno, in postavlja ljubezen v kontekste različne, kar mi je zelo všeč. In predvsem prikazuje, da je v bistvu prava ljubezen danes ali kadarkoli je v bistvu pogubna, ne? Pogubna, tako kot je, lahko rečem, prava ustvarjalnost na podlagi hrepenenja pogubna. Živimo v čudnih časih, kjer se mora ustvarjalec nenehno racionalizirati. In seveda tudi, če govorimo o odnosu s partnerjem, ne, to je tudi ena racionalizacija konstantna, ne. In v bistvu v tem filmu zelo lepo, preprosto, ljudsko prikazano, ne, prava ljubezen se konča, ker ne more obstajati, se konča z smrtjo, tako kot že neštetokrat. Vse tako sem jaz videl to. No? Ja, ta ljubezen je usodna. Usodna, ja. Tako kot vsaka prava ljubezen verjetno je usodna na nek način. Ne? Tista prava. Ne? Ko najdeš v umetnosti nekaj, kar si iskal 30 let ali manj ali več, ko najdeš neko usodno kodo, je zelo, si zelo na robu, ne? Ali boš sprejel izziv, ali boš stopil korak, dva nazaj. Torej, sam poznam te občutke, verjetno tudi ta racionalnost v nas, ki nas pač ohranja, da preživimo v vseh možnih situacijah, nam v bistvu ne dovoljuje, da se podamo do konca. Vemo iz zgodovinskih primerov, mnogi umetniki, glasbeniki, od zgodovinskih primerov do novejših zgodovinskih primerov. In ja, zelo, bi rekel, odpira film mnoga vprašanja, predvsem pa se mi zdi zelo pomembno to vprašanje vojne, ne? Ali živimo v miru, ali živimo v vojni, hladna vojna, zanimivo. V bistvu se mi zdi, kot da danes živimo spet v času neke vojne, na nek način drugačne, ne? Upam ne predvojne, ne? Upam, da ne živimo, globoko verjamem, da se vojna kot taka ne more ponoviti, ampak vojna pozna mnoge oblike, kot en alien, ki je konstantno prisoten, ne? Milko, hvala lepa za tale izjemen uvod. Veliko iztočnic izhaja iz tega uvoda, pa bi mogoče za spremembo se jaz pa na tej točki kar na vas obrnila. Takoj zdaj po ogledu filma mogoče še kakšen vtis, kakšna navezava na vse te stvari, ki jih je Milko Lazar načel. Tako, če, ja. Film se začne na nek način s hrepenenjem na uno strani. In tudi tako se konča, da je lepši pogled z one strani. In gospod Mirko je pa rekel, ne, zmeram to hrepenenje. Pravzaprav to na nek način poganja svet, hrepenenje. Hoteti nekam drugam, od tukaj stran. Tam je lepše. Ampak to je utvara. Najlepše je tukaj in zdaj. Ja, se strinjam, gospa, ampak to mora človek ugotoviti vsak na svoj način. Eni morajo tudi daleč, da pridejo nazaj domov, ne? To je zelo, bi rekel, intimno vprašanje, globoko, ne? Je absolutno, to je mogoče en od najintimnejših filmov, kar sem jih gledal v zadnjem času, se pravi, posebej še mogoče zaradi tega, ker je to režiserjeva zgodba, intimna, torej, ali del zgodbe, ne? Tako da ja, se strinjam s tem, seveda.
Ja, tudi jaz sem hotela reči, to je mogoče je to eden od teh res neulovljivih presežkov filma, ker mu je ravno to hrepenenje, mu je tako lepo uspelo vložiti v film, ne veš kako, ampak film je prežet s tem občutkom. Najbrž ima tudi glasba, ne, veliko pri temu. Ja, jaz bi rekel, da je spet ta dvojnost pri glasbi prisotna. Se pravi, na začetku filma zaslišimo te, lahko rečem, nikoli slišano poljsko avtohtono glasbo, izvajano na avtohtone inštrumente ljudskih glasbenikov. Torej, lahko rečem, da je to glasba, ki je takšna, kot smo jo slišali v filmu, relativno nespremenjena zadnjih nekaj 100 let, ne? Verjetno, ker se prenaša iz roda v rod, brez not, brez znanja, brez teorije, ampak zgolj na podlagi občutka in zvočnega prenosa, imitacije. Ne? Torej, potem pa slišimo jazz, ne? Torej, glasbo Zahoda. Ne? Jaz zelo dobro poznam jazz, sem tudi bil na Zahodu veliko let in se ukvarjal z jazzom in poznam oba pola, ne? In zelo zanimiva iztočnica, ki jo je dala gospa. Ne? Torej, ta avtohtona glasba na začetku je name naredila izjemno močen vtis, ne? In tukaj se vprašamo, ne? Kaj je zapustil ta Viktor, ne? Da bi šel v Pariz igrati, lahko rečem, tujo glasbo. Ne? Mogoče bi znotraj te poljske, ljudske glasbe, izjemno bogate, našel veliko bogatejše odvode, ne? Če bi recimo ostal doma. Politična situacija, vse skupaj, hrepenenje po drugačnem, po svežem, po svobodi. Ne? Kaj ta svoboda v bistvu je? Ali je to svoboda iti v Pariz? Ali je svoboda tisto, kar si lahko v kateremkoli času, kjerkoli ustvariš znotraj sebe? Ne? Ja, Milko, samo en medklic, potem bom pa takoj naprej dala besedo vam. Zanimivo se mi zdi, kako on, pač Pavel Pavlikovski, tudi tako previdno že na samem začetku vtke neka politična vprašanja, neke politične teme. Že prav v tem uvodu, ko zdaj ta dva glasbenika, Viktor in ta njegova sodelavka, muzikologinja, ta prejšnja, čist na samem začetku, ko snemata to glasbo po teh poljskih gorah. In če se spomnite, snemajo eno skladbo, za katero pa potem ta politični komisar, ki je z njima, reče, ne, to pa ne, ker to pa ni poljska glasba. Čeprav recimo nam, ki mogoče ne slišimo niti razlike med tema dvema jezikoma, to je bila pa skladba rutenska. In že tako na samem začetku, če si zelo pozoren, vidiš zdaj te neke tudi značilnosti poljske nacije, neke te njihove probleme, ki se vlečejo do danes. Ja, se ta Zula je pa pela rusko pesem, ne, ki jo je slišala v ruskem filmu. Ne? In tudi ni sploh razmišljala, verjetno, ne, ruska glasba. Kaj, ne? Je bila všeč pesem in jo je zapela. Ne? Tako. Ja, izvolite. Ja, ta ogled filma res pušča človeka brez besed, ne? Ampak, da pa pol, ko govorimo o filmih, ne, je pa mene spomnil na ogled Romana Polanskega film Nož, ki sem ga gledal kot gimnazic, ne? Smo ga gledali na gimnaziji. In ta črno-bela kamera, ne, je bila točno taka kot tam, ne. Dejansko je odlična, ampak vse ostalo, ne, je pa to hrepenenje človeka po harmoniji, po ravnovesju v sebi ali pa v svetu, družbi, kakorkoli že, glasba najlažje dosega. Jaz nisem glasbenik, niti nimam pojma o tem, ne, ampak uživam pa, kadar je dobra glasba. In tista je verjetno tista, ki vse harmonije izraža, vseh teh valovanj, ki nas prevevajo. In ljubezen je na koncu koncev samo eno od teh valovanj. Ne? Ja. 4
ti kaj povedala? Mogoče bi tlele dodala, no, ob tem, kar ste vi rekli, to še, da se je tudi med tema dvema glavnima igralcama zgodila neka neverjetna kemija, ki se tudi na filmskem platnu ne zgodi pogosto, a ne? Sploh ta igralka Joana Kulik je tako nekako žari iz platna. Tako je, če bi bila ta dva igralca, mogoče, če ne bi prišlo do te sinergije med njima, mogoče bi bil ta film čisto drugačen, kot je, a ne, ob glasbi, ja. Ja, najprej bi rekel, jaz se strinjam z gospodom, še potrjuje bolj mojo misel, da je to poljski film, primerjava Polanski pa, ne, to. Ja, harmonija, ne, on je zanimivo, po mojem, kolikor poznam Poljake, on je zanimivo tipično poljsko trd moški, ne. Ona pa spet po drugi strani tipično neizživeta, strastna Poljakinja. Zelo zanimivo, ne? Nista oba dva tok navzven strastna. On je bolj introvertiran, ona je ekstrovertirana, ne? Se mi zdi zelo značilno. Ja, tudi je ta žalosten konc, ki njo pripelje v alkoholizem, a ne? Ja. Se njen je začetek žalosten, ne? Seveda, seveda. Izjavi, da očeta je ubila, ker je zamenjal mamo in mu je pokazala razliko z nožem. Tako. Nož, Polanski. Ja, izjemno, v bistvu tragičen film. Že na začetku te popelje v nič kaj pozitivne misli, ne? Se pravi, že na začetku zelo grobo, kar mi je všeč, na trdo zaobjame ta občutek ne lagodnosti, ne pač realnosti, no, tako, neolepšane. Tudi režiser pravi, ne, pogosto je bilo to vprašanje, zakaj črno-bel film, ker to je vedno nekako riskirano, a ne, kako priti potem do gledalcev, če je črno-bel film, ker kar dosti gledalcev ima malo predsodke do črno-belega filma. In Pavel Pavlikovski pravi, da si Poljske v tem obdobju ne predstavlja drugače kot v teh barvah. Ja, gotovo ima razloge za to. Ja, ne? ja, je pa ja. tudi to verjetno del tradicije poljskega filma na nek način. Ja, seveda. Ne? Seveda, tudi drugih odličnih poljskih režiserjev. Če se spomnimo samo še Kieślowskega, ki je svoje te prve filme, ki jih je snemal na Poljskem, se je na začetku tudi snemal v črno-beli tehniki. Izvolite, še kdo mogoče? Razmišljajo vsi razmišljamo. Zdaj, kar se meni zdi, ker mogoče bomo bolj glasbeno se pogovarjali, a ne? Lahko tudi. Lahko tudi ne. Karkoli. Ja, malo bi te izkoristili, vendarle, a No, ne? pa dej. Pa mogoče, preden grem jaz k temu mojemu vprašanju, bi se navezala na tisto stvar, ki si jo na začetku povedal, to, da te je Chopin na koncu... Bach. Aha, pardon, Bach, da te je na koncu to... Chopin je bil vmes, kaj je on igral preludij. Ja, da te je to nekoliko zmotilo. Goldbergove. Ja, v bistvu iz večjih razlogov, tudi če sem zelo precizen, ravno ta izvedba, to je izvedba Glena Goulda, drugo snemanje, se pravi leta 82, prvič je posnel leta 59, Goldberško variacije, to je druga varianta iz leta 82. In ravno ta varianta je že tolikokrat bila uporabljena v raznih filmih, nazadnje najbolj znan film, Ko jagenjčki obmoknejo, to so vsi gledali. In tako naprej. Se pravi, v najrazličnejših kontekstih se iz nekih osebnih razlogov, neke osebne ljubezni do te glasbe, ta glasba uporabi za ali filmsko podlago ali gledališko podlago. In to me, bi rekel, malenkost bega. In to ravno ta Glenn Gould, edicija 82, ne? Je tako se malo potem zgubi na teži, ne? Isti problem ima recimo mnogo katera glasba Arva Perta, ravno skladba za Alino ali Špigel,
te dve skladbi sta bili, lahko rečem, zelo rabljeni že tolikokrat, da je že težava potem vzpostaviti čist odnos do same glasbe, ko jo slišiš samo. Ne? Tudi zaradi tega. Čeprav lahko rečem, da pri Bachovih variacijah, Goldberg variacijah je to glasba močna, da absolutno pozabiš vse vizualne dodatke. Lahko rečem, da se zgodi obratno celo pri tako močni glasbi, da film postane podlaga. Ne? Lahko, ne. Ampak vseeno, ne, se mi zdelo rahlo nepotrebno. Ne. Pač nobena umetnina ni popolna, vključno z Aido in Carmen, če hočemo spet malo nazaj v opero. Mogoče, ja, izvolite. Kratek stavek. To, kar ste zdaj rekli, film postane podlaga, jaz sem pa to večkrat čutil v fotografiji, ne, ker ni samo črno-bel film, ampak določeni prizori so fotografsko tako genialni, tudi nadrealistično, sploh čisto ne veš, kako so te razmerja vzpostavljena, tako da jaz sem tukaj večkrat dobil občutek, da je film podlaga, ki je fotografija tako naštudirana bila na trenutke, ne. Tako da jaz sem sicer bil fotograf poklican, izredno, no, v tem smislu. Ko govorite o fotografiji iz tega filma? Naštudirani prizori, ki tudi če ne bi bili gibljivi, ne, tudi kot črno-bela fotografija, izjemno. Fantastično, ne samo glasba, tudi ne vem, če je dobil ali bo dobil kakšno nagrado tudi za fotografijo, ni nemogoče. Ni nemogoče, za Oskarja je nominiran direktor no, to sva fotografije. še izpustila, ne, dejansko je gospod zelo, hvala, da ste spomnil, ne, zelo močne fotografije, mogoče celo bolj kot gibljiva slika, ne, na nek način. Izjemno so tudi premišljeni to samo kadriranje. Tudi mogoče, meni se zdi ena taka zelo močna povezava to, da se ona dva na koncu vrneta na to prizorišče te cerkve v ruševinah, ki je pa tako postavljena, tako kadri enako, ampak drugačne. Zdaj vidimo še druge stvari, tudi te elizejske poljane. Tako naturalistično, ne, prej je napravljal potrebo tam za drevesom, tako simpatično, človeško, življenjsko. Zdaj so pa te elizejske poljane naokrog. Mogoče, izvolite. Ko imamo gospoda Lazarja tu, ne, tu noter je scena snemanja filmske glasbe. Kako danes to poteka? Podobno? Ne, bistveno drugače. To pa je res realistični prikaz snemanja filmske glasbe tam iz 50-ih let, recimo. Ob filmu v bistvu uživo, veliko ponovitev, uživo, skratka vse uživo. Danes bi si jaz želel na tak način delati v bistvu. In tudi mislim, da marsikateri kolega, ampak se filmska glasba ne snema več. Vse pri nas ne. Oziroma, če se snema, se pravzaprav snema neodvisno v studiu in potem režiser izbere nekaj, kar mu ugaja in prilepi in se lepi v računalniku vse. In v bistvu kultura filmske glasbe je na zelo nizkem nivoju pri nas. V tujini pa odvisno od budžeta. Recimo, če gledamo hollywoodske filme, tam snemajo filmsko glasbo v bistvu po celem svetu za en film. Se pravi, tipičen primer filma Interstellar, ki je meni kot ameriški film v bistvu zelo ljub na nek način, tudi zaradi tega potovanja v nedosegljivo vesolje, kot predvsem zaradi odnosa oče, hči. To mi je bilo najbolj v tem filmu. In tudi glasba, Hans Zimmer, mogoče najboljša njegova glasba, ki je kadarkoli posnel za film, najbolj močna, osebno izpovedna, in ravno zaradi tega to govorim, ker so to glasbo snemali naprimer cerkvene orglje v Londonu v eni cerkvi, kjer so iskali nek določen zvok.
določene stvari v Nemčiji, določene stvari v Ameriki, po celi Ameriki, skratka različne ansamble, orkestre, ne? Tako da to so budžeti tam 1 milijon ali 2 ali 3 za glasbo samo, ne? To je nepredstavljivo, ne? Tako da se filmska glasba snema na najrazličnejše načine, tako kot pa je bilo tukaj prikazano, pa v bistvu mogoče 1% ali pa sploh nič. Ampak tako kot sem že rekel, jaz bi si želel tako delati. In tako sem velikokrat delal za manjše projekte, sem si dal video in sem igral. Milko, In snemal. kako ste pa delali Babica gre na jug, ta film, ki ga vsi poznamo, a ne? Je bil najprej film, naknadno glasba, ste že prej imeli neke skladbe, kako je bil pa tukaj vrstni red? Ja, to sva v bistvu z Vinčijem sva se najprej dobila, on je imel zelo jasno vizijo. Pravzaprav se je vse istočasno dogajalo, ni bilo časa, mudilo se je, film so financirali Japonci, hoteli so rezultate, glasba še ni bila končana. In jih dobili, ne? Ja, tako, ja. Torej prvi slovenski film so financirali Japonci, zelo pomenljivo, ne? Zanimivo, tako, ne. Samo lahko skočim. Samo to bi še povedal, ja, če lahko. Ne, izvolite, Istočasno smo snemali nekako, v filmu je ogromno glasbe in to je bilo ogromno enih snemalnih terminov, ne, tako da smo posneli en del glasbe in potem filmske kadre primerjali in se pogovorili, kaj bi še manjkalo in kaj še in še in še. In šele na koncu nekaj teh, kako bi rekel, road music, pač potovalnih glasb, ne, še posneli, poleg konkretnih pesmi ali skladb ali ne vem kaj. Ne. Tako da je bilo vse istočasno, tiste 3-4 tedni so bili zelo intenzivni. Snemal se je film na terenu, jaz sem pa glasbo snemal v studiu Tivoli. Tako. Razumemo. Ja, to pač finance, ne. Sem se spomnila pred 2 mesecema, recimo je bila naša gostja tukaj v Abonmaju Majda Šerca, pa smo se na kratko pogovarjali tudi o denarju za slovenski film, a ne. Jaz sem pa imela zdaj prejšnji teden na Berlinalu priložnost se srečati z Markom Mandićem, ki je v enem nemškem filmu igral spet eno glavnih vlog. In seveda sva se pogovarjala tudi o denarju in je rekel, ja, to je nemški nizkoproračunski film. Oni pravijo temu nizko proračunski, ampak je rekel, za ta film je šlo več denarja kot za celo slovensko letno produkcijo. Absolutno, seveda. Ne? Pa če smo že pri Japoncih, bi sam še to omenil, ne? Torej, jaz tukaj v Sloveniji nikakor ne morem priti do financ za izdajo svojega naslednjega CD-ja, ne? Ni. Kulturno ministrstvo ne funkcionira več, že dolgo ne. Založbe, ki so še, jih ne zanima. In kje bo išel moj novi CD z glasbo, zelo unikatno glasbo, na Japonskem? V Tokiu, marca, drug mesec. Posnela sta jo, gre za eno zelo zanimivo glasbo, ki je v bistvu redka, ne samo pri nas, ampak tudi v svetu, zaradi tega so jo tudi Japonci vzeli kot svoj projekt, to je glasba za čembalo in baročno violino, se pravi nova glasba, sodobna glasba, zelo velika redkost, pa se ne hvalim, ampak je res tako, za baročno violino s črevnatimi strunami in avtentični čembalo, ne? In to je bilo posneto lani julija v Tokiu. Izvaja ta Naoki Kitaja, Setsuko Sugita, violinistka in čembalist. In tako, Japonci nas nekako imajo radi, očitno. Upam, da to ni moj zadnji CD. No, ja. Prosim? Zdaj bo išel. Sred marca izide, ampak v Tokiu. Ne pri nas, žal v Tokiu, tako da mislim, da ga bomo morali, zdaj sem slišal, da bojo ukinili carino, nekaj sem slišal daleč, da se ukinja carino med Evropo in Japonsko, tako da bo lažje uvoziti recimo 100 CD-jev v Slovenijo, če ne bi moral plačati še tistih, ne vem koliko, 800 evrov, 1000 evrov za carino, ne, tako da je možno, da bo nekje do poletja vsaj v muzikalijah v trgovini vizavi Križank na voljo. Jaz se bom potrudil maksimalno, ne? Če so se že Japonci. No, jaz bi pa še nekaj pripomnila, kar se tiče
glasbe je vedno povezana tudi z besedilom. Jaz sem človek bolj besede, ker sem slovenistka. Če ste bili pozorni v ljudski pesmi, to besedilo me je že pri prvem ogledu filma zelo presenetilo, ker pravi: nauči mojega konja plavati, da bo preplaval iz enega brega na drugega. To je ta poljsko hrepenenje po nečem, kar ne znamo niti izraziti. Potem pa poljščina, da je to res poljski film, je pa dokaz čisto strokoven. Poljščina je jezik, ki je izvedla najbolj popolno palatalizacijo. Prosim, kako? Palatalizacijo. Ja, ja. Rečemo, da Poljaki ščebetajo. In ko je ona v Parizu, se jezi, da ne more peti v francoščini, prav je preveč r-jev. In poslušamo tudi francosko glasbo, kjer je res tako, se sliši in tako. To Poljaki s tem svojim palatalizacijo, s tem mehkobo, že z jezikom izrazijo, kaj so oni, ene take hrepeneče duše. Tako da to je en res dokaz, da je on morda nalašč, morda čisto zaradi tega, ker je Poljak, primerjal Zahod pa ta vzhod poljski. Tako da meni je to dokaz bilo že v prvem ogledu filma. Ja, lahko. Hvala, gospa. Prej smo dobili za fotografijo, namig zdaj še za besedo. Ja, zelo se strinjam. Jaz sicer ne govorim poljsko, ampak mi je čudovit jezik, mogoče še lepši od češčine na nek način. In ja, besedila, čudovita besedila teh ljudskih pesmi na začetku, ki nas v bistvu spet prezamejo in povedajo in v bistvu zaobjamejo cel film do konca, ravno te pesmi. Nekaj jih je še bilo čudovitih, mislim, da bi jih bilo treba prav jih dobiti in jih imeti pri sebi doma, tako. In s to glasbo avtohtono, ne, ob tem grobem petju ljudskem, ne, to mi je zelo všeč, nobenih olepšav, direktno, in beseda groba, direktna, in glas, v bistvu je ena izjemna lepota, ne. Zdaj, ko je bila premiera tega filma ravno v Kinodvoru, smo imeli eno tako čudovito priložnost slišati to pesem, ki se pač giba skozi ves film, tudi v slovenščini. Severa Đurinjo je zapela. Moram reči, da je ta njena izvedba bila neskončno boljša kot ta francoska, ki ste jo vi omenili, tudi slovenščina je tlele jezik, ki... Še nekaj bi povedal glede tega. Jaz tudi zelo močno verjamem, da je glasba, inštrumentalna glasba je močno pogojena z jezikom. Nisem te smeri direktno študiral, ampak sem študiral staro glasbo, torej od renesanse preko baroka do klasicizma. In pravzaprav, če se ustavim na baroku, ki je mogoče, ker se je najbolj razcvetela ta nacionalna in tudi mešana nacionalna glasba, bi rekel celo neke vrste world music na nek način, ne, značilnosti francoske glasbe. Zakaj francoski barok zveni tako, kot zveni? Zaradi jezika. Italijanski zaradi jezika. Ker ne, preden se je inštrumentalna glasba osamosvojila, je bila le spremljava petju, ne? Ampak ko se je od petja oddaljila, osamosvojila, je prevzela te pevske. V bistvu je še vedno nekako imitirala petje z besedo, torej tudi prevzela jezik v artikulaciji svoji. Zato imamo značilno nemško artikulacijo, značilno francosko, italijansko in tudi špansko in tako naprej, ne. In potem tudi mešanja teh, ne, za katere so bili značilni te veliki skladatelji, če začnemo z Bachom, Froberger, ki je prvi pomešal francoski ples, nemški ples, Allemande, Courant, Jig, angleški ples pomešal v suito, ki je bil okvir, prvi v bistvu prototip evropske plesne suite, inštrumentalne, ne. Tako, recimo, take zanimivosti, ne.
Ja, mogoče to sem te še hotela vprašati, to mislim, da nas vse res zanima. Ta državni projekt, ki ga gledamo tukaj v filmu, ne, ustanovitev te skupine tukaj poimenovana Mazurek, Mazurka, sicer je pa to popolnoma resnična zgodba, resnična skupina, ki jo je Pavlikovski vkomponiral v ta film in nekako prepletel zdaj to neko stilizirano zgodbo svojih staršev, zgodbo. Spravi skupina živeča in delujoča na Poljskem še vedno. Še vedno in jo je predstavil v tisti čas. Ja. Ne, pač v začetku, konec 40 let oziroma v začetku 50 let je bil to resničen državni projekt. Muzikologi so pač nabirali ljudsko glasbo in to je postal nacionalni projekt dviga neke nacionalne zavesti, pomena poljskega podeželja, poljskih hribov. In potem pač se je razširil in postal tak nek paradni konj poljske kulture, najprej na vzhodu, potem pa tudi na zahodu. No, to me zanima, najbrž to ni nek tak unikaten poljski pojav, ne? Težko vprašanje. Mogoče pa je. Celo. A se spomniva kakšne skupine iz recimo bivše Jugoslavije, ki še vedno funkcionira in pelje. Ja. Kako, prosim? Marolt, ja. Marolt je v bistvu, Marolt je društvo, ki skrbi samo zase, ga država ne podpira, ne. Tako, ne, torej, če nehajo delati, jih ne bo več, ne. Verjetno pa Mazurek podpira država, še vedno si mislim, je to neka inštitucija že skoraj, ne? To je inštitucija, no, se o tem govorim, to je inštitucija, ne? So skupine samostojne, verjetno, ne? Pri nas ali pa na Hrvaškem ali pa, ne? Ampak institucionalno se zdaj spomnim samo tamburaški orkester Hrvaške radiotelevizije, ki je bil ustanovljen v 60-ih, pa še vedno funkcionira znotraj HTV-ja, ne? Mogoče ima še Beograd kaj podobnega, ne vem če. Marsikaj je bilo zapostavljeno na podlagi koketiranja z Zahodom. Se pravi, vsaka radijska postaja jugoslovanska je imela svoj, v tem smo bili unikatni, svoj jazzovski orkester, torej big band. In srečanje teh big bandov jugoslovanskih je bilo vsako leto v Radencih do leta 90. Tako, do leta 90, recimo, ne. Tudi ti si zelo sodeloval, ne? Ja, in jaz sem zelo kritičen do tega v bistvu, ne. Mislim, izjemno, ne. Kaj ta glasba sicer je pomenila v tistem osvoboditvenem duhu nekaj zelo pomembnega, se to je tudi Bojan Adamič pri nas, ne, v bistvu dosegel in uspel prepričati politično vodstvo, da je to glasba, ki koristi, ne pa ki škoduje, ne. In seveda v nekem kontekstu ja, ne, potem pa je pričela škodovati. In jaz sem se v tistem trenutku umaknil, sem dal odpoved v orkestru. V kakšnem smislu škodovati? Ja. Zakaj bi moral govoriti v tujem jeziku na tuj način, če imam v svojem jeziku na svoj način veliko več zapovedati? Zakaj? Pa nimam nič proti tej glasbi, ljubim jazz, obožujem. Ampak nič bolj kot afriško glasbo ali pa indijsko. Ne gre za to, ne gre za ksenofobične misli, daleč od tega, ampak enostavno majhni narodi imajo tendenco klanjanja pred trendi, ki prihajajo in so močnejši. Ne, na podlagi tega danes še vedno moram kritično povedati, Big Band igra American music. In vsi slovenski pevci, ki pridejo pred ta orkester pet, spojejo American English in se trudijo ameriško zgovarjati in artikulirati in wow. Ne, to gre vse, mislim, v neslutene bi rekel nesmerino, tako, no. In
Ne? Jaz sem poskušal večkrat, jaz sem vnašal v ta orkester, ki sem še dirigiral tudi in komponiral, za Big Band konkretno, sem vnašal čist ene po domače rečeno elemente in klasične in Goriška sem postavil kot pianista pred orkester. Napisal koncert, ki je bil v bistvu anti-jazzovski koncert. Ne? Reakcije niso bile lepe, ne? So bili protesti, ne? Ker to ni ameriška glasba. In pa sem pa rekel, ja, kje pa smo mi, halo, ne? Ali se pripravljamo za ameriško turnejo, ali smo sredi New Yorka, ali smo tle v Ljubljani v Studio 14, ne? Me niso razumeli. Ne? Ne, torej jaz verjamem v to, da je vsaka izkušnja absolutno vredna, ne? Ampak mi se moramo premikati naprej. Ampak to, če greš naprej, moraš včasih tudi iti nazaj pogledati, kaj si zapostavil, kaj si pozabil tam na poti nekje zelo dragocenega, ne? In to vzeti in poriniti naprej. Tako da ni bilo dobro, ne? Zmagal je ameriški duh. Dobro, pa ki je zdaj že 26, skoraj 27 let, je pa mogoče že čas tudi za kakšen pogled zelo nazaj, čeprav jaz bi si zelo želela tudi čim večkrat še slišati Severo, ki poje to skladbo Dve srci, štiri oči. Mogoče še kakšno vprašanje? Sicer bi pa mogoče jaz še zadnje vprašanje za Milka. Se mi zdi, tako bi te prosila, no, malo si že povedal, kateri so zate primeri dobre filmske glasbe, kateri so filmi domači in tuji, ki tebe kot pa res strokovnjaka navdušijo. Sej tudi gledalci slišimo, a ne, včasih tukaj je pa preveč glasbe, ker tisti hip, ko jo zaslišimo, je nekako to že moteče. Zdaj sama bi rekla, da mogoče vse, kar se mene tiče, imamo en tak čudovit primer tudi doma, pa nikakor ne edini, ampak se mi ga zdi v tem trenutku tako primerno omeniti Urbana Kodra in številne njegove filme, da nam bom zdaj rekla samo Cvetje v jeseni, tudi številne filme, za katere je on pisal glasbo v začetku 90-ih let. Ja, izvoli. Urbana sem osebno zelo dobro poznal, tudi sodeloval z njim. Žal ga ni več, ampak zelo podobna stvar. Urban je pričel kot nadobudni džezovski glasbenik, ne? On je bil jazz trobentač in tudi nekatere skladbe njegove, takrat iz 50-ih, ne, se po celih Križankah se je slišala njegova trobenta, ker je živel tlele na Križevniški in okna nazaj na Cojzovo, ne, in če si hodil po Cojzovi, si slišal Urbana Kodra vežbati trobento v tistih časih, ne, ker ni bilo še toliko prometa, pa se je slišala trobenta njegova daleč. No, in on je tudi verjetno zaznal neke druge, bi rekel, vem, da je ljubil ameriško glasbo do konca, ne, ampak je nekako začutil, da njegova kreativnost mora iti v drugo smer, ne, torej filmska glasba in pa nekako pogled nazaj, oziroma vase, ne. In je v bistvu, on je zame en velik preboj naredil v tistem času, kjer so se vsi obračali proti zahodu, vedno bolj je on šel nazaj, ne, zelo zanimivo. So pa še filmi, za katere so pisali recimo znameniti skladatelji, kot je Srebotnjak, ne. Škoda za tiste čase, spet tipično slovensko, ustvarili smo zelo močno produkcijo v 50-ih, v 60-ih z izjemno močnimi filmskimi glasbami, torej v glavnem posnetimi z orkestri, ki so v bistvu bili ustanovljeni v ta namen. RTV simfonični orkester je bil ustanovljen v ta namen. Kdaj je nazadnje RTV simfonični orkester posnel glasbo za slovenski film, se ne spomnim, mislim, da je tega 15 ali 20 let nazaj, vem pa to, da je za film Košarkar naj bo, za katero je glasbo napisal moj zelo dober prijatelj Nino Deglerja in si je zaželel orkester in so rekli, orkestra ne moramo dobiti v koprodukciji RTV-ja film, ki so snemali v Bolgarijo, so šli snemati.
en orkester, ki se ukvarja z snemanjem filmske glasbe, imajo prav studio in tudi plačali so sami iz budžeta, ki je bil namenjen za komponiranje glasbe, so se fantje odločili, da bojo dali vsak po, vem, iz prve roke po 1000 ali 2000 evrov od honorarja preč in so šli v Bolgarijo. To je trenutna realna slika slovenske filmske glasbe. Torej, niti posnetje več ne moreš z orkestrom, ki je bil ustanovljen za ta namen. Škoda, ker orkester v filmu naredi ali del orkestra, ali cel orkester, ali v kombinaciji z elektroniko, ali v kombinaciji z ljudskimi glasbili, če hočemo, vse to je v tem filmu tudi. Ne? Ja. Moram biti kritičen, se opravičujem, ampak moramo približno se zavedati, kje smo, ne? In kaj smo imeli in izgubili, vključno z kodrom. Ne? Ja, zelo lep nekrolog je objavil časopis Delo, mislim, da v ponedeljek ali pa v torek, če ga imate priložnost prebrati. Napisal ga je Matej Vener, ki ga bomo spoznali tudi v enem naših naslednjih srečanj, tudi glasbenik. Tako se mi zdi, da je tako res lepo povzel njegovo ustvarjanje, tudi filmsko. Izvolite, gospa. Jaz bi vprašala pa nekaj, kar sicer ne paše v tale kontekst. Vse paše. Kar dajte malo bližje. Kar izvolite. Vprašala bi nekaj, kar ne paše točno v tale kontekst današnji, ampak vseeno, ker imam priložnost, bi pa prosila gospoda Lazarja, če rečete kakšno besedo o Tu Čelos in o Maksimu Mrvici. Karkoli. Kar za vse tri skupaj. Zelo težka naloga. Spet en pokazatelj praznine duha današnjega mladega, ne bom rekel mladega glasbenika, ampak glasbene scene. Torej, vsekakor Tu Čelos, dva izjemna čelista, tehnično, glasbeno, klasično. Dva izjemna čelista. To, kar pa počneta, je pa pač cirkus, ne? Nič več in nič manj kot to. Enako velja za Maksima Mrvico, čeprav bi rekel, da je Maksim Mrvica, če malo bolj strokovno, veliko slabši pianist, kot sta čelista Lukaš Šulič in ja, slabši pianist, pač nič posebnega, povprečni. Medtem ko sta Tu Čelos, lahko rečem, nadpoprečno dobra čelista, tako čist čelistično gledano, ne? Ne vem, jaz lahko povem eno izkušnjo, no, čistko na kratko, če lahko. Ja, seveda. Imava z Bojanom Goriškom že 15 let klavirski duo, v bistvu so bila Tu Pianos pred Tu Čelos, ampak se vse, zdaj niso več Tu Pianos, da sva Bojan Gorišek, Milko Lazar, dva klavirja, karkoli že, klavirski duo. No, in sva imela nek vzpon takrat, recimo temu od leta 2004 do 2009, vključno s koncerti v Narodni galeriji, vključno s turnejami po Evropi, po Ameriki, v New Yorku, v Chicagu sva igrala, ne vem kje vse, ampak klasičen repertoar. Mojo glasbo, Ravela, Philip Glass in tako, skratka zelo, ne, bi rekel, umetniško, ne. No in pol sva hotela nek preboj narediti. V tistem času je bil še naš Tomaž Domicel aktiven v založniških poslih in je tudi prišel na par koncertov. Jaz sem mu naredil priredbo za njegovo zmagovalno pesem Zakaj ne maraš Mozarta za Slovensko popevko. To je pač, ne, čist, ne, tako, ne, to. In sem rekel, Tomaž, kaj bi lahko ti z nama naredil, ne, ker imaš zveze v Sony Classical, pa ne vem kje vse, pa kaj se je rekel, ja, tako. Po klavirjih boste morali skakati, ali pa ne vnač. Mi je direkt zabrusil. Po klavirjih boste morali skakati oba. In potem sem jaz do Bojanu povedal, ne, in sva šla naprej po svoji poti. In sva tam, kjer sva.
No, Otučelos pa Maksim Mrvica, ne? Drugače sem skušal čim lepše povedati, tako. Čim lepše, no. Nočem biti žaljiv. Milko Lazar, najlepša hvala za ta čas z nami. Hvala tebi in vsem vam. 14. marec je večer v ljubljanski operi, Koda L, L kot ljubezen in kot Lazar. Na koncu smo ugotovili kot letvice, ker jih rabimo za ene mape. Lahko je liberté, lahko je loneliness. Skušamo biti večjezični, je pa res, da je opera v slovenščini, ampak tudi v francoščini delno. Ker smo Barthesove fragmente sem pustil v francoskem jeziku, ki jih razgrne ženski zbor v francoščini. Torej je kar veliko francoščine. Na začetku in proti koncu. No, mi pa se vidimo eno dopoldne prej. Milko, če boš rabil sprostitev, lepo povabljen zraven. Ogledali si bomo nov slovenski film Igram sem Miroslava Mandića. Po moje bomo zelo poslušali in bili pozorni na to, kakšna gla. 13. marec. Glih takrat sem pa frej. Ker... Barbara povabljena, ne? Ja, z veseljem, če lahko, no, pridem. Ja, izvoli. Ker imamo 12. imamo generalko, 13. je prost dan. Prost dan, tako lepo za sprostitev, pa ja, mogoče super, rečemo super. tudi takrat še kakšno besedo. Sicer bo pa takrat z nami ekipa filma, režiser, pa nekaj igralcev. Hvala lepa za vsa vaša vprašanja in se vidimo spet 13. marca.